velike razlike med treniranjem gluhih ali pa ljudi, ki slišijo. Ni velike razlike zaradi tega, ker največkrat je potrebno pokazati, kakšna je napaka, potem pokazati, kako pravilno narediti. Tako da, če nekdo vsaj malo sliši, pol ni problema, drugače pa lahko tudi, bom rekel, vedno, kadar pokažem napake, tako ali tako pretiravam, tako da ljudje oziroma igralci bolj razumejo, kje je napaka, potem pa pokažem, kako naj bi šlo, tako da ni take razlike. Vse skupaj bomo imeli samo 4 treninge, nisem mogel veliko, da bi zdaj začel od začetka kakšne velike spremembe, tako da samo mogoče malo napredek obstoječe tehnike, ker pravim, za velike spremembe je potrebno vsaj pol leta, če ne leto. Probal samo popraviti nekatere zadeve pri obstoječi tehniki. Bowling še ni na tej stopni. Večina igralcev, se pravi, ko pride neko veliko tekmovanje, razen ene parih, ki se redno udeležujejo tega, na splošno, ne samo za gluhe. Zelo, bom rekel, boječi, ker vidijo, bom rekel, čisto neko drugo stopnjo, in potem še tisto njihova igra lahko razpade. Tako da, če obdržiš neko svoje povprečje ali pa če tekmuješ sam s sabo in s tistimi 10 keglji na eno stran, nikdar pa z nekom, ki je iz Amerike oziroma v tem primeru Švedske, iz Finske, ki imajo res čisto neko drugo stopnjo znanja in, bom rekel, tudi tradicije bowlinga, tako povedati. Tako da vedno je treba igrati samo s sabo s 10 kegli, tudi če igraš, z svetovnim prvakom na stezi.